Donatello, kaj je tebe? Ja, pa dirkaj malo. Rekaj sta Rafael, pa Michelangelo sta te že 3-krat nastala. Veš, kaj ti zdaj povem? V boks te bom dal, evo. Gremo, dečki. Čakaj malo, Žužo, kaj pa je to? Venci za nagrob. Ojo? Ko je mogoče kakšen avion s tvojo celo familijo na krovi dol zleto. Pa to. Ni to za mojo družino, Beno, to za moje stranke. Čakaj, ko so vmrle? 1. november se bliža, Beno, treba je biti pripravljen. In jaz sem pripravljena. Ojo? Glej to so venci, zraven pa pridajo prazni trakovi, razumeš, da si lahko vsak gor napiše, kaj si hoče. Kot posebno darilo pa je poleg še kuli, taki posebni kuli, ki piše zlato barvo. Vsak si lahko napiše, kaj si hoče. Ni to super? Koliko tega si kupila? 50 komadov. 50, super. Miki pa Raf, če naša baba tega ne proda, komu pa pol? Mucek, ljubček, knedelček moj, tvoja pripomba je odveč, ker meni biznis super štima, razumeš? Bom jaz svoje stranke prepričala, da bodo tudi te vence kuple, nič se ti ne boj. Ja, če jih pa slučajno ne bodo kupli, pol pa najno stanovanje še en telenko mrliška vežica. Da pa ti stanovanje spreminjaš živalski vrt, to je pa vredo, ne? Žuža, to je moje delo. To je pa moje delo in za razliko od tvojega se ne premika. Ja, dobro, no. Saj se te moje želve tudi ne premikajo. Tako strašno hitro, ne? A poleg tega sem jih pa že streniral, da dol z tega polligona sploh ne grejo. Skoraj. Kaj pa ti je bilo, da se teh 120 želv vsem prevleko? Saj sem da pa ja videl, 120, ja. Ja, nič. Domov sem jih prinesel, ko jih malo trenirati moram, ne? Ja, otroci so čisto znoreli, ko so gledali oni film Ninja želve 3. Ja. 14 primerov odvrženih želv čez balkon smo imeli. Ja, res. Zdaj jih pa pač moram malo trenirati, da bodo pripravljeni na take hude potce. Smo pripravljeni? Dečki, gremo. 3, 4, 3, 2, 1, hop! Zjutraj, ki te zbudi, ko bi še spal, se glasno sveti. Pozno po noči ti spat ne pusti, v posteli svoji delovali za 3. To na dopustu za pošto skrbi, Ti rože zaliva prebrska stvari, to ti posodi jajček ali pa. Vse si ga vrnil, ko ga ni bilo doma. Lepo je biti sonce, saj nič ne boli. Prijazen je pozdrav, začajo se stvari. Lepo je biti ti, ko si v težavah, da si pravi ti. Lepo je biti sosed, to sploh ni gre. Imejmo se radi skoz sonce in smeh. Lepo je biti sosed, to sploh ni gre. Imejmo se radi skoz sonce in smeh. Lepo je biti sosed. Lepo je biti sosed. Žužika, veš, rad bi se malo pogovoril o mojih brkih, pa to. Povej, Mucek. Glej, tista vodica za rast brkov tvoja, ne? Kako da rečem, nekako ne dela glih. Kaj bi rad s tem povedal? Kako ne dela? Le kakšen prirast imaš? Daj no. Žužika, no, ne! Ne izdokti! Le, kako je tu gosto, kot v Kočevskem rogu. Ja, zato pa moram najbrž paziti, da se na kakšen prebih ne bi postavil. Da mi to kočevski prirast ne odpihne, pa to se veš, kaj mislim, pa take. Oprosti, Mucek, jaz se moram za malo z logistiko ukvarjati, veš?
Oprosti, Jazbec, moj mali, ne bom te motil. Aj, rabim tebe. Ja? Ko gre mogoče za kako osebno stvar, pa to? Zelo. Kaj če bi ti malo skočil? Na tebe? Do Ivota, pa ga lepo prosil, če bi jaz lahko te vence malo spravila v njegovi delavnici. Samo da malo časa. Zakaj pa ti do njega ne skočiš, pa ga prosiš? Zato, Beno, ker si ti njegov najboljši prijatelj. Ja, res je. In rad bi, da bi tako tudi ostalo. Saj veš, kaj mislim. Joj, Žuža, no. Kaj? Pa ti ja veš, da je njegova delavnica za njega ko poslednja oaza. Ko njegov varni pristan. Ko varno pribežališče. Ko koča strica Toneja. Ko izredno redka zmaga Jureta Koširja. Ko bujni nasje Vladota Kraslina. Ko veliki dobro zmasirani Joški Saške Lendero. Zrihtaj, Beno, ja? Grem jaz po tretjo rundo. Hvala. Čakaj malo. Kako to po tretjo rundo? Bobo. Ivan! Je. Ivan, ti pospravil delavnico si. Niga, neurejena in pospravljena. Pogledam potem. Ja, me apriorno veseli. Prinesem kocilo tudi. Tega se še bolj veseli. No doj, Ivan, kaj dela tako dolgo? Silvika, kaj le, češljam se? Nem češljoj se, ostrižem to kote. Ivan! Zdravo, špeheci, pa to. Kaj ste nobeno? Ti obril se si. Oj, Silvika, pa kot ti nisi bila v prejšnji epizodi, Ja, ko sem se mogel obrit, tako je bilo v scenarije. Režiser, Ven Emeršič mi je rekel. Dobro, nema veze. Kaj je Ivo doma? Posluš, Beno. Hoče moja voda. Ivan pomaga zelo. Voda? Ne, hvala, nisem žejen. Nem, to čudežna voda od moje Anjuško. Zorosti dloke. Ja. Ja, no, pogled, Ivan, pokaž se. Jo, Ivan! Ko si jo nor? Beno. Pa se to izgledaš ko Helena Zaman. Blagne. Ona nima brkov. Ne, nima, samo bi pa pasali. Tok z levega profila. Pa to. Jaz ostrižem gozdoj. Zakaj pa se mu tako vrepaš? Zakaj sprašuješ? Danes popravljam multinamenski mikser. Si predstavljaš s temi dolgimi lasmi, kaj v kakšni smrtni nevarnosti si? Ivan, ne govor smrt. Ti veš, da od smrti jaz depresivno roto. Ivo, kaj pa brke? Kaj z brki? Ja, dobro, čakaj malo. Kaj bo zdaj skozi imel take brke? Ivo, eni lepi brke v našem nadstropju so čisto dovolj, saj veš, kaj mislim, pa to pa take. Ja, jaz sem še v fazi odločanja, Beno. Jaz uredim vse. Benči, daj ni meni, jaz. A res? Kako ti lahko pomagam? A ja, to, ja, veš, ne, nič tak pomembnega pa to, ne? Ti bom pol v tvoji delavnici vse razložil, saj veš, kaj mislim. Dobro? Kdaj le? Ja, kot jaz vem, okrog kosila pa to. Ti se kar oglasi. Vreje. No, adijo, Ivo. Adijo. Servus. Servus, Silvika. Kaj je? A si mi odstrigla trepalnice? Nem,
Jaz pozabila dati Benu moja voda. Silvika, zdaj se sfokusiraj na moje bujne lase. Vodica lahko počaka. No, počaka. Ostan. Servus! Silvika, o, Tanja. Joj, Ivan, ti zdaj profesionalec si. Igen, ja. Ti si moja inspiracija, Silvika. Joj, Ivan, samo gledam ta tvoj lase. Ja. To nam dobro. Raste dobro, ta voda dobro dela, samo frizur nam paše ti. Igen. Joj, veš kaj? Jaz govorim z moja prijateljica iz folklor, ne? Ja, ona dobro striže. Če ti tako praviš. Jo, na srečo jaz boljša kuharica sem, ko pa frizer. Igen, ja. No, kaj pa imaš danes? Posebna stvar, najljubša, paprika. Paprika. Ja. Joj, Ivan. Ja, Silvika. Veš kaj? Kaj je? Zdaj, ko gledam tako umazan si ves, Ja, vidiš, no, kaj od olja si ves, Ja. zelo erotiko, što mi je. Silvika, ne more zdaj, no pa bom kdaj, ko bom prišel iz delavnice gor, se ne umil, pa ne stuširal, pa bova nadaljevala. Doma to ne delo, samo ti v delavnici. Zdaj čisto vse je, tako kot ti napravi vsi. Ja, Silvika, seveda, pa tukaj jaz ne vidim nobene posebne delovne površine, kjer bi mi dva lahko. Silvika, daj prosim te, no pa lahko kdo pride vsak trenutek. Ma zaklen vrate, daj napis pridem tako. Igen, ja, Beno pride vsak čas. Jo, pa daj, pa Ivan, jaz zapeljem te ti pa mene broniš se. Silvika, To ne me erotiko. Dobro, no, daj, Silvika, se bom doma dodatno namazal z oljem, pa boš videla, bo drsela vso noč. Ivan, to ne dobro doma, kaj naj potem veržem stran, cela postelja, za odoljeno, prosim te. Ne poglej, to ne dobro. Daj, ti pa nisem več všeč Ne na olje. samo olje in delavca, ta kombinacija. Ne, nič te s to kombinacijo, Silvika, ne, daj prosim te, no. Vidim, kaj ja lahko pojem v miru. Odlož kosilo, Ne bom, Ivan, Silvika, odlož ga. no pa daj. Zgleda, da sem prišel glih v najbolj nepravem trenutki, pardon. Ne, kaki, si prišel kot naročeno. Ja, imamo meso. Jasno, kloroformu. Ja, lepo. Kam moraš? Na no, postrižem te zvečer. Igen, Silvika, igen. Ja, samo sem mogla. Jo, to pa vzemi, ja. Pol ne boš. Lepo je biti sosed. Ivo, ko se te vidva bosta strigla, tako ti hitro lase rastejo. Če vidiš, da ni zadovoljna s frizuro. To, ja. Ivo, važno je, da si si brke obril. Ja. Brki niso več moderni. Kdo pa še danes nosi brke? Kako kdo? Jaz. Ja. Ko pa imaš to? Kaj, to mi je prinesla Silvika za, saj veš, no, papriko. Je a la carte. Boš? Ne, hvala. Veš, imam nekak občutek, da bom rajši lačen. Doč pa ideš kaj. Tu v moji delavnici še nihče ni ostal lačen. Ustav špe. Jo, man. O, Sonja, tu vidiš, Beno. Smo dobili goste, pico. Tu ga je doma, jaz pa glavo trezno, nimam niti centa, tako vedno bože. Vzilo bom par pic, da lahko dobim, da se veselim, respekt, čilam,
Lestvica prija, 2, 3, 4 pa si, sitko svija, študiram pa mislim, kaj bi naredil. Nič, izbi še eno naročil. O, Zonjo, to je bil pa že pravi koncert. Samo jaz sem v želodcu čisto nekaj posebno drugega. Fantje, koliko sem ostal dolžen? 5,50. 5,50, kaj je družinska? Ne, navadno, klasično. Potem pa pustita za pivo, pa no 2 kavi, bo že se znašlo, pa nekaj benzina. Dobro, najlepša hvala. Adio, hvala vama, ja hvala, adio. Vidiš, današnja mladina. Ozone, Beno, kako ti lahko pomagam? Alo, tu. Ivo, glej, ne, to sem te mislil vprašati. Ko je to res, da je Silvika, tako, kako naj bi rekel, da se... Ja, da je spet v pohodni fazi. Ja. Ne, se nisem to mislil. Hotel sem te vprašati, če je res, da je Silviku strah stvari, kjer so tako blizu smrti, pa to. Ja, odvisno, kako močno so povezane. Ja. Ivo, to sem te mislil vprašati, ne? Žuža bi eno tako posebno robo za par dni pri tebi malo skladiščila, ne? Ja. Pa se bojim, da je mogoče ta posebna roba nekako malo mogoče povezana s smrtjo, pa to vse veš, kaj mislim. Ja, za kakšno posebno robo pa naj bi to šlo? Ja, to bi šlo za nagrobne vence. No, nagrobne vence? Ja, to je tako že malo povezano s smrtjo skoraj, ne? Kaj ne bo povezano? Nagrobni venci zgoraj, kadaver pa spodaj. Ivo, se pravi, nič ne bo. Nič ne boš pomagal svojimi starimi, dobrimi prijatelji, Beno, samo prosim te, pa kaj ne bi pomagal? Seveda bi ti pomagal, samo kaj morem, če mogoče pa bi lahko se nekako, če bi stvar zakamuflirali, no. Ja, čakaj malo, Ivo. 50 nagrobnih vencev boš malo težko zakamufliral, če veš, kaj mislim. Igen, koliko 50? Ja, kaj je Žuži v celoti pomrlo sorodstvo? Ne. To je ona kupila za stranke, ne. To bo ona zdaj prodavala. Ja, dan mrtvih pa to. Ja. Igen. Ja, kaj te ne prodaja? Luči, sveč, rož, ikeban. Ivo, točno to sem jaz rekel. Igen? Ja. No ne, Igen, to ji pa nisem rekel. Ja. Zonjot. Ja. Ivo, kaj bolj Silvika dosti hodi sem delavnico pa to? Ja, Beno zdaj, ko je v tej hormonalni fazi, bo vsak dan na obisku. Igen. Se pravi, nič ne bo, pol? No, Beno, nisem rekel, da ravno nič od... No, mogoče pa nekaj bi le... Se nekako... Žuža naj prinese sem kakšno ponjavo. A pa neko veliko platno, da lahko vse te vence, ki jih bomo spravili semle v kot, pokrijemo in potem lahko samo moliva, preden Silvika najdejo. Ja, ziher, ja, Ivo. Pa ti veš, da Silvika čisto vse najde. Se spomniš zadnjič na piknike? 5 peresno deteljico je našla. Še za cajtnega so jo slikali. Igen. Ampak, Beno, velike reči so o čem najbolj skrite. Ja. Ivo, veš, kaj ti bom zdaj rekel? Hvala ti, prijatelj. Še kdaj, prijatelj ti?
Oh, in neka se me... Silvika! Ozanja! Kaj pa je tebe treba bilo? Ti veseli si, ko jaz prišla zdaj. Tega, kaj ne bom, imam veliko dela. Posluš, Ja. to prikaž dober bil. Ja, ni ostalo niti p od pa. Ja. Jevičko, Silvika. imaš energijo zdaj. Kako energijo? Energijo. Ne, kaj denos, prosim te. Ja, vsak hip lahko kdo pride. Ne pride. Daj, Silvika, prosim. Jaz dala napis inventuro. In zakaj le? Zakaj le? No pa, Silvika, no pa, daj, prosim te, ne, Ivan grobni venci, tu so. Ja, kaj je? Grobni venci, kaj ti delaš? Popravljaš grobni venci. Kaj ti delaš, grobni venci, tu v delavnico? Skladiščim jih. Saj bojo tu samo nekaj... Ja, ni do 1. november. Od koga so? Ja, od koga? Od nekega mojega dobrega znanca. Žuža. Ja. Lepo je biti sosed. Ivan, pa poglej, pa ti daš veliki najem za ta delavnica. Žuža pa to uporablja za skladišče, za svoja troparija. To nam toliko šlo. Nem šlo bo tako. Ja, pa me. Sem odvajal, pa tega ne bi pričakovala. Kako? Kaj, česa le? Ja, česa? Tega, kar sta počela, ne? In to med venci. A kaj govori? Kaj ti tu dela? Žuža mi je rekla, ne pridem sem. Venec potrebujem za prijatelja. A ja, je pokojni. Ne. Za ženin grob potrebuje. A za ženin grob potrebuje, ja. No, tukaj imamo vence z napisom. Ja, če izvolite. Piše za... Zavedno boš v mojem srcu. Tako. Se to je zelo romantično, Juči, ne? Se bojim, da bo malo preveč cinično. Pa preveč cinično. 2 meseca potem, ko je žena umrla, se je na novo poročil, ne? Ja, da razumem. No, torej, kako? Ne razumem. Tu imamo potem še enega z napisom, ki vsi ostali pa so brez napisa. Pomagaj mi zelo. Nikoli te. Te ne pozabim. Tako, ja. Tu gre, je videti že za neko ljubezensko malo razmerje, vendar na nič nekako ne v podtonu ne namiguje. Ja. Imaš prav, Juči, tega bom vzela. Hvala. Ja, to je 45 evrov, prosim. Izvoli 50. Ja, hvala lepa, Pamelca. No, še praktično darilo. Gre za zlato pisalo, s katerim lahko on napiše tudi njeno ime, pa kar želi, hoče. Super, Ja. hvala. No. A vama pazim vrata? Ne, Pamela, prosim. Silvika. A je. Ivan, ti res, ti malo si šika. Pa kaj ti delaš? Ti daš za ston svoja delavnica gratis, Žuži, ja? In potem še gratis ti prodajalec si. Kakšen gratis? Jaz za vsak venec zaslužim 5 evrov in če je to 50 vencev, to pomeni 50 krat 5, skupaj 250 evrov. Super. Veš kaj? To grozno je. Ja, ti srečo imaš, da mene imaš. Jaz zdaj to uredim in rešim vse. Silvika, če jaz prodam vse vence, pa res dobim enega gratis.
Ivan, nem govor stvari več. Jaz grem do Žuža in povem vse. Ja. Kaj je? Gledaš me, ne? Ja, brke te motijo. Ja, veš, zdaj so malo bolj redki so še, ne? Samo jaz jih vsaj imam. Ti pa jih nimaš. Ajde, Miki, gremo. Naslednji na kontrolo. Silvika, dobro, da si prišla. Slušaj, tisto tvojo vodico za moje brke še imaš? Za te nobena voda. Popi pivo si. Samo sprav. Povej, Žuža doma je? Žuža, obisk! Nikdar ne boš trofla, kdo je prišel. Pa to. Evo me. O, Silvi, kaj se dogaja? Kaj dogaja se? Ti veš, ti dobro veš. Ne, Silvika, čako težavo? Ja, Igen, tvoji grobni vence so v naša delavnica. Ja, in kje je tu problem? Kje problem je? Ivan plača veliki najem za to delavnico, ja? In zdaj, ali ti plačaš polovic najemnino za delavnico, ali pa vence ven? Čak, samo malo. Ivota, to čisto nič ni motlo, da so venci tam. Ja, ti izkoristilo go si. Ne ti za mene v to not vmešavati. Beno se je z njim se zmenil, tako da naj ona dva to rešita, ja? Ja, ti napravila si izkoristek na kvadrat. Kakva matematika je to? Najprej ti izkoristila Beno si, da on govori z Ivan, ne? Pa ti veš, da Beno copat je, napravi vse, kar hočeš ti in zdaj ti krivdo na njega zvalila si. Ja, Jezus, no pa vse sta prijatelja, se bo ta pa ja znala zmeniti. Jo, seveda, pa ti tudi veš, da Ivan naredi vse, kar Beno prosi ga, on rad moga. Prosti, jaz tu ne vidim nobenega problema, se sta polnoletna, ne? Ja, polnoletna, ja, samo v glavi kot dojenček so. Še Ivan zdaj prodat mora ti vence. Kaj? Kaj že kakega prodal? Koliko? Ti razmišljaš samo o svoji pose. Ja. Ti en navadni egoišto si. Ja, tako zdaj. Ti daš polovic najemnina za delavnica, 150 evrov na mizo, ali pa vence ven veržem. Silvika, ko pa vodica za moje brke, se veš? Beno, dokler ta stvar ne reši se, nobena voda za tebe. Kaj pa je njej? Ja, kaj jaz vem. Najbrž malo kakaj postmenstrualni sinonim. Ali pa ima ta z Ivotom kakaj težave? Kaj ti je Ivo kaj namigno? Joj, daj, Žuža, no. Morava nekako rešiti ta problem. Daj ti teh 150 evrov pa mir. Kaj si ti malo nor, jaz naj grem v minus zaradi njema, ne pride v poštev. Vse smo prijatelji, sosedje smo, morali bi si pomagati, koliko jaz vem, in to za ston. Ja, dobro, no. Joj, glej, Žuža, no, ti boš itak zaslužila, pa še s prstom te ne bo treba migniti. Jaz bom pa dolgo lepo vodico. Za moje brke. Ne rabiš ti vodice, lej, ta priraste. Ne, Žuža, no. Ne izlogti, Žuža. Dobro, no. Slušaj, kaj nimaš ti ob 6 nekega kavkaškega očarja? Herman, ja. Herkules moje ime. Herkules, no. Ja, pa kaj bolj? 10 do 6 je, mucek. Kaj si jaz malo vuk? Žuža, pazi. Ko smo smolani. Herkules. Slušaj, Beno, prosim te, bodi pazljiv z njim. Spomni se, kak se je končalo vajno prvo srečanje. Žuža, veš, kaj ti zdaj spomeni? Jaz imam Herkulesa pod kontrolo, jo? Vedno, ko jem z njegove sklečke, mi nič ne reče. Ne, nič mi ne reče. Me veseli za tebe, Beno. Adijo. Čakaj. Zmeni se z Ivotom za te vence. Zaradi mene se lahko tudi v našem stanovanju. Mene to ne moti, nimam jaz problema s tem, ne? Saj sem da pa ja videl. Ko pridem zvečer domov, se zmeniva, dobro? Dobro. Adijo. Ampak za najemnino ne dam nič zraven, da je to jasno. Lepo je biti sosed. Zvoni! O, dolgolasec, kako pa je zdaj to? Ja, Žuža se pardoniram,
ampak moja Silvika ima fobijo pred nagrobnimi stvarmi, pa sem ti prinesel vence nazaj. Moral sem ti jih prinesti. Dobro, no se razumem, pa mi prinesi še preostanek, no? Kakšen preostanek? Ja, oprosti, Ivo, dala sem ti 50 komadov, to sta pa samo 2, ne? Žuža, da ti povem, da so prav vsi šli. Kaj? Egan. Prodal si? Ja. Ivo! Ja. Bravo, junak! Pa daj sprosti se malo, kaj si tako zategnil? Čakaj malo, kje je denar? Ja, tukaj sem ti ga prinesel. Če si mi ga prinesel, mi ga tudi daj, prosim lepo. Ja. Ivo, ti bi lahko delal za mene. Ja, zate in s tabo že, z venci pa malo bolj težko. Ja, si moral izmišljati rime za na trakove. Resno? Igen. Upam, da si zahteval doplačilo. Imam sočutje do te klientele. Veš, koliko denarja imajo ene stare vdove? Ja, pa ti ne more kar tako vsak dati 5 evrov na pitnine. 5 evrov? Ja. Ti si nor, Ivo, knedl. Veš, koliko danes stane umetnost? Kolega, šel si se prodati pod ceno, ti jaz povem. Žuža, sej imam svoj del. Jaz imam eno stranko, ne, ki je kipar. Cele dneve ga cuka okoli po bifejih, pa pride po noči domov, pa lukn zvrta v eno skalo, pa tako malo zgladi, da je približno nečemu podobno, naslednji dan pa jo proda za 10 000 evrov, ali pa še več. Ja, samo on je uveljavljeno ime, jaz sem pa Ivo Špeh. No, saj, če bi pisal v angleškem jeziku, bi mogoče lahko zahteval več. Ja. Špehe se v angleščini reče bacon. Ivan je pa John. John Bacon. John Bacon. Vidiš, to je ime in priimek. Obstaja že en slikar s takim priimkom? Veš, nikoli nisem pomislila na to, da je Francis Bacon v resnici Franci Špeh. Ja, no vidiš, pa je že oddano. Ivo, veš kako rimo, ko si pisal na one trakove? Žuža, ne, zdaj nimam časa, veš, Silvika ima doma prijateljico, da me postriže do konca in moram iti. Neko divjo frizuro, ja? Daj, eno rimo. Eno, dobro, samo eno. Prišel je čas, ko pojdem tudi jaz gor na nebo. A moj oko te vedno gledalo bo. Kako lepo. Ja. Tako iskreno. Viš, to je prava umetnost. Pa za samo 5 evrov. Ja. Eno. Mucek! Kaj se ti je zgodilo? Nič. Probal sem tisto finto sposodo. Kaj te je napadel, pes? Ja, Herkules, kaukaški ovčar. Veš, kako me je trgo? Ne bom ga več treniral. Gotovo. Šlus. Konec. Ende. Gotovo. Čakaj, ti imaš za ta biznis obljubljenih 600 evrov, Beno. Žuža, lahko bi vmrl. Čakaj, to je začetni šok, razumeš, se bova midva o tem pogovorila, ko se boš ti pomiril, velja. Glej, sedi zdaj zraven svojega prijatelja, jaz ti bom pa enega patriota prinesla. Jo, seveda, da se pomiriš. Sedi, Mucek, sedi. Čakaj, pazi, Ivo, joj, pazi to. Oprosti. Zanjo. Dobre. No, tu imaš. Kaj je to? Ja, vodica za brke in za lase. Pusti vodico, pir bova pila, hoda. Izvolite, da še ti enega dela. Ja, hvala. Kostjanor, še dobro, da sem tistimi frdomenimi Herkulesi vzel posodo, ko se je najedel. Ja, drugače bi me zdaj Matilda že svojo koso na vrito šlepala, če veš, kaj mislim, pa to. Ja, saj, vence bi imeli. Hvala lepo. Pa tudi
pesmico bi si izmislil zate. Ja. Tu leži ubogi Beno, ki ga raztrgal je ovčar. Slava mu! Saj bil dober je gozdar. Lovec, Ivo! Ja, no, kaj je, se rima. Beno, jaz moram na striženje. Daj, tu imaš to vodico za brke. Ne, ti samo imej to vodico. Veš, Ivo, jaz bi rad imel bolj bujne brke, kako imam zdaj, ne? Samo ne bi pa imel tako kralj Matjaž dvakrat okoli mize za rolane, če bi to mislil. Veš kaj, Beno, ampak tule bi bilo pa dobro, da bi pokril tele brezlasne zaplate. Daj no, Ivo. Kaj je? To me je tisti Herkules čovsno. Ja. Drugače imam jaz tako bujne lase. No, močne, vidiš. tako kot Ja, peče. Je, ima tudi dezinfekcijske učinke. Ja, kaj če ta mrcina imela steklino? Ja, no, ja, vse bo kmalu bolje. Ja. To peče, Ivo. No, vidiš. Daj še malo. No, evo. Ja, boš videl, Beno, kako bo v redu. Jutri se boš zbudil v nov dan. No, tu imaš še neko zaplato. Ja. Miért áll már ezzel valaha? Nem, de egyszer ki kell próbálnom. Mondtam Ivónak, hogy fodráznovács. Jó. Iszom még egy kis bort, aztán Brad Pittet csinálok belőle. Igen? Dober večer. Ivon! Ja, Silvika. Ivon! Ja, kaj je? No, Ivon? Ja, pardon. Ibolja! Ja, me veseli. Örülök a szerencsének. Fodrász! Ja, to je ta tvoja ebola, ja. Ja. Prijateljica. No, pa a tako smo že kar pripravili. Nimam nič proti, lahko kar začnemo. Jo. Ja, nimam nobenih želja, kar... Ja. Semmilyen kívánságod nincsen? Ja. Naj kar postriže, se je profesionalna. Ja. Nekem ez a Brad Pitt, féle frizura tökre tetszett. Brad Pitt? Ja, Brad Pitt, ja, gotovo, zelo. Hát akkor legyen Brad Pitt. Igen? Ja, igen. Ja, samo... Ki moj Brad Pitt? Ja, gotovo, zelo. Igen. Ja. Koliko procentov pa ima tole vino? Kaj? Kaj govori? Nem értem. Jó lesz? Jó lesz? Ja, kar, do konca. Samo da ima obliko. Was ist denn los? Oh ja, das ist eine Riesenchance für Bayern! Und da! Was ist das mal? Ivo! Beno. Takoj pridi sem! Ivo, javi se! Ivo, Beno tu! Kaj je? Ivo, javi se! Beno. Zanjat. Ivo! Kaj se ti tebi zgodilo? Ja, kaj, to jaz tebe sprašujem. Sem ti rekel, ne daje mi tiste vodice za lase. Poglej to. Kako ti naj zdaj grem taki psa trenirat? Ja, kaj je? Se bo mogoče zdaj on tebe ustrašil. Ivo, Beno. ki ti imaš lase. Kaj je? Ta ebojlo.
No, preden me je začela strič, sta se ga s Silviko napili in sta imeli v sebi že 2 flaši rdečega. Ja. Veš ga, Ivo, tako bi te tudi jaz znal obriti. Pa kaj si hotel, da te tako ošišam? Tako ravno ne. Kaj jaz morem, če je rekla, da bom zgledal ko Brad Pitt? Ja, dobro, mogoče je nazadnje gledala tisti njegov znani film 9 tednov in pol v Tibeti. Ja. Mogoče. Ivo, seveda. S to vodico te našpricam, pa ti malo not v glavo vtrem, ja. Pa boš jutri ko Sandokan. Seveda. Ja. Evo. Te pa v 3. Fak. Hej, pripravljeni? Ja. Saj nisi rekel, da boš pošprical. Ja, saj sem, glej. Lahko se malo. Beno. Kako veš? Jaz čutim, kako že poganja. Ja. Jo. Ja. Ja, Beno. Ja. To smo pa mi. Zdaj pa vzod, da boš enakomerno poznati. Ja. To mi de.